Pred jutrišnjim protestnim shodom kmetov po 8 večjih slovenskih krajih želimo v Novi Sloveniji opozoriti tudi na tiste težave v slovenskem kmetijstvu, na katerega tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici niso tako podrobno omenili. Dejstvo je, da je stanje in položaj slovenskega kmeta v Sloveniji težek, da se je drastično poslabšal in da je včasih kmet dajal 1/10 svojega pridelka, je današnje stanje tako, da mu 1/10 pridelka komaj še ostane. Glavne težave, na katere tudi opozarjajo manjši kmetje, ki mogoče v tem shodu niso bili posebej omenjeni, pa se mi zdi, da jih je potrebno izpostaviti, ker le slovensko kmetijstvo stoji tudi na manjših družinskih kmetijah, opozarja tudi na nedelovanje oziroma neaktivacijo tudi ministra za kmetijstvo, gospoda Židana. Dejstvo je, da kmete težijo naravne nesreče, pestijo jih. Tako neaktivnost, dovolj velika aktivnost na področju sanacije žledoloma, suše, če se spominjamo še iz leta 2013, ko je bilo veliko govora o namakalnih sistemih, je danes v proračunu zelo malo sredstev temu namenjeno, poplave, plazovi in ne nazadnje to, kar se vsi, bom rekla, kmetje in pa lastniki gozdov najbolj bojijo, posledice velikega porasta lubadarja in pa podlubnikov. Dejstvo je, da nimamo še pripravljenega sanacijskega načrta, nimamo vrst izbranih, kako bomo se lotili te zadeve in je tukaj popolna neaktivnost ministrstva. Želela bi še poleg vseh težav, ki jih pestijo, posebno poudariti, da so velika težava odkupne cene kmetijskih pridelkov in da te cene padajo. Najprej bi omenila padec mlečnih kvot in padec cena mleka nekako za 30%. Tukaj moram poudariti, da smo že 7 let vedeli, da bodo mlečne kvote padle in da smo bili oziroma je bila vlada in pa seveda tudi ministrstvo povsem neaktivno, da bi reševalo mogoče rešitve in pa pripravilo take spodbude za kmete, da bi to padec mlečnih kvot ublažilo. Kmetje opozarjajo, da je že 5 let enaka cena mesa, da svinjsko meso pada. Tukaj bi rada poudarila tudi, kaj se nam lahko pripravi v prihodnjih letih, kaj lahko pričakujemo. Ne samo, da je padec svinjskega mesa, ampak glede na vse neustrezne ukrepe, ki so tudi na področju govedoreje, so izrednega pomena, kaj se bo zgodilo z govedorejo in samooskrbo na govedoreji in cenami mesa tudi v prihodnjih letih. Tukaj želim tudi omeniti les. Vemo, da je zaradi vseh naravnih nesreč veliko lesa na slovenskem trgu, da se ga ne da prodati in da je nesramno nizka cena. Vrtnine v letošnjem letu so zelo nizke cene, ekonomsko nevzdržne in da je potrebno narediti tudi nekaj na vzpodbudah, na pomoči, na pripravi zakonodaje ravno in tudi za te proizvajalce in pridelovalce. Stroški na kmetijah so vedno višji in večji, ter se še iz meseca v mesec povečujejo. Tukaj bi želela omeniti večje prispevke za zdravstvo, večje prispevke za pokojninsko blagajno. Stroški vzdrževanja kmetije se vedno bolj večajo. Želimo omeniti, kje se da tudi kaj narediti. Tukaj so ravno na izravnalnih plačilih subvencije. Odločitev ministra za ukinitev plačila za krave dojilje se zdi vsem kmetom in pa seveda tudi govedorejski strani nekaj nesmiselnega. Leta 2000 kmet je po kravi dobil 192 evrov, danes temu ni več, kar povzroča posledično že v zadnjem pol leta, da je 30% v Sloveniji manj osemenitev krav, kar pomeni dolgoročno v roku 2 let tudi padec govejega mesa na slovenskem trgu in padec samooskrbe na tem področju. Novo točkovanje OMD zmanjšuje sredstva. Tukaj je najlažje, kar bi lahko minister seveda z veliko voljo naredil in spremenil politiko OMD-jev. KOPO program je neživljenjski. Kmetje opozarjajo, da je napisan za uradnike in seveda za pisarniške delavce. Plačilne pravice se enormno zmanjšujejo. Ker imamo zelo razdrobljene kmetije v Sloveniji,
so zahteve teh razdrobljenih kmetij, da bi bili razpisi ločene za velike in manjše kmetije. Ohraniti je treba obstoječo proizvodnjo, ohraniti poseljeno krajino, ohraniti ekološke in socialne funkcije pokrajine. Ob vseh predpisih, ki izvirajo iz programa razvoja podeželja, pa temu enostavno ne bo več mogoče. Pomembno se mi zdi izpostaviti tudi dejstvo glede obdavčevanja po katastrskem dohodku oziroma nepremičninskem davku. V poslanski skupini Nove Slovenije podpiramo rešitev v smeri pavšalne obdavčitve kmetij, ko bojo kmetje prejeli eno položnico na začetku leta in bojo vedeli, kaj in koliko davka morajo v tistem letu seveda plačati državi. Nihče ne želi, da ne bi plačal davkov, vsi so pripravljeni davke plačevati, vendar morajo biti davki seveda sorazmerno postavljeni njihovim zmožnostim. Želim opozoriti tudi na dopolnilne dejavnosti. To se dotika manjših kmetov, manjših kmetij, veliko se jih poslužuje, vendar vsa zakonodaja, ki na tem stoji, je neživljenjska. Želim tukaj poudariti, da za pridelavo kislega zelja, ko bi ga nekdo prodal 30 kg, mora registrirati dopolnilno dejavnost, kar pomeni mesečno plačilo prispevkov v zdravstveno blagajno 56 do 65 evrov. To je na letnem nivoju nekje 600 do 700 evrov, on pa bi prodal 30 kg kisle repe ali kislega zelja ali kisa ali sušenega sadja. Zato je nekako tudi zahteva malih kmetov, družinskih kmetij in pa seveda tudi posledično preko njih tudi Nove Slovenije, da se prva pridelava na kmetijah izvzame iz dopolnilne dejavnosti in se omogoči kmetom tisto osnovno pridelavo, osnovno skrb. Vse skupaj, bom rekla, tudi mletje žit, vse skupaj zajema tako majhno finančno pomoč kmetijam, da je plačevanje prispevkov v zdravstveno blagajno za njih preveliko breme in enostavno ne vidijo smisla razvoja in potenciala v to smer. Da pa naša vlada in ministrstvo niso pripravljeni prisluhniti kmetom, da bi ga razbremenili birokracije, pa je to skratka neopravičljivo in nerazumljivo. Kmetje znajo in vedo, kako in kaj delati, proizvajati. Zahtevajo pa od vlade in ministrstva, naj povedo, če jih sploh potrebujejo, ker če jih, pravijo, naj bodo predpisi preprosti, jasni in narejeni, da bodo lahko živeli in se razvijali in nenazadnje ohranjali tudi socialno-kulturno krajino Slovenije. Dotaknila bi se pa še zadnjega področja, to pa je nastanek novega gozdarskega podjetja. Osebno se bojim, da je to nova zgodba TEŠ6. Nenazadnje je noter zajeto, da bojo lahko se zadolževali tudi na poroštvo Slovenije. Mislim, da so to preveč, da smo imeli v preteklosti preveč slabih izkušenj na ta način, da je potrebno narediti državno podjetje oziroma omogočiti preko natečajev najem ali pa delo v slovenskih državnih gozdovih tistim, ki so lokalno blizu in seveda nenazadnje kmetom kot spodbuda, da bodo sploh še živeli, želeli ohranjati slovenske kmetije in nenazadnje delovali v smeri večje samooskrbe v Sloveniji.